Dober večer. Božji blagoslov na soboto. Rad bi vas vse pozdravil ta večer. Ta teden smo si pogledali duhovni boj in pokazal sem vam veliko stvari, različnih zgodb na temo duhovnega boja. Danes pa bi se rad dotaknil, kako se duhovni boj odvija tudi doma, kakšen vpliv ima na dom. In pogledali si bomo tudi veliko citatov in verjetno v drugi polovici bom poskušal podeliti tudi nekaj priporočil, ki jih jaz ponavadi uporabljam za to, ko delim z mladimi poročenimi pari, preden se poročijo. In pomembnost razumevanja, kako v bistvu duhovni boj poteka in vpliva na naš zakon. In kaj hudič želi storiti in kaj lahko mi storimo, da se upremo temu, kar demoni želijo v našem zakonu storiti. V prvem delu pa bom govoril o otrocih. Prebrali bomo nekaj citatov in govorili bomo o tem, kakšen vpliv ima to. Torej, tukaj bom bolj nagovarjal starše in bodoče starše ali pa že starše, ampak ta drugi del, ki pride, kasneje, ki pride, bomo govorili o zakonu in nekaj nasvetov, ki jih lahko uporabimo za to, da branimo naš zakon pred napadi sovražnika. Sklonimo glave za molitev. Oče v nebesih, rad bi se ti zahvalil za tvoj sobotni dan. Hvala ti, ker si nam dal ta dan, da se spočujemo v Jezusu, z Jezusom. Gospod, ko bomo sedaj ta čas preživeli skupaj ta večer, te prosim, da bi Sveti Duh napolnil ta kraj in prosim, da bi ti spregovoril skozi tvoj nasvet, tvoje besede in da bi lahko slišali tvoj glas v našem srcu. Gospod, prosim te, da obkrožiš ta kraj s tvojimi svetimi angeli in da boš ti, da nas boš varoval. Gospod, pod milostjo demonov smo, ki so močnejši od nas. Zato potrebujemo tvoje varovanje in pomoč. Prosim, da jih ukoriš, vse demone, ki so kle. To se sklicujem na vrstico Zaharija 3, druga vrstica. Gospod naj te ukoril, o Satan, in ukazujem naj vsi demoni zapustijo ta kraj, zato da bi mi lahko prebivali v Jezusovi prisotnosti. Hvala ti, Oče, prepuščamo naša srca tebi, uporabi me kot tvoja usta, da bi ti spregovoril skozi mene. Jaz pa sem sicer grešnik in zato potrebujem svojega rešitelja. Zato te prosim, da nas bo vse pokril z Jezusovo krvjo in njegovo pravičnostjo. To te prosimo v Jezusovem imenu. Amen. Torej, kako hitro nas Satan prične napadati? To je iz knjige Adventist Home. Do naših otrok je treba pokazati večno budnost. Svojimi številnimi izumi Satan začne delovati z njihovimi temperamenti in njihovo voljo takoj, ko se rodijo. Torej, kako hitro on začne delovati na naše otroke? Takoj, ko so rojeni. Torej, moramo moliti, da bo Bog čuval naš dom in naše otroke, takoj, ko se rodijo. In še posebej, če imate generacijske grehe v družini. Naj vam povem zgodbo. Prvič, ko smo izganjali demone po moji ženi, mislim, da sem to zgodbo že povedal v tem tednu, je bila punca, ki je prišla k nam v našo biblično šolo in obsedlo je. Šel sem tja, da pomagam z odrešitvijo, se pravi izganjanjem demonov. In takrat še nismo točno vedeli, kako točno se ukvarjati z demoni, zato smo storili to, kakor smo znali najbolje in smo sledili na najboljši način stvari, ki smo se jih naučili ali pa smo jih slišali. In na koncu jo je v bistvu Bog tudi osvobodil. Ampak takoj, ko sem stopil noter, je demon, ki je bil v tej punci, pogledal mene in rekel: tvojo ženo sem zapustil in sem moral najti en drug kraj, zato sem sedaj v njej. To me je resnično zjezilo in razočaralo. Torej sem šel z vso svojo energijo in voljo, z vso voljo, da sem lahko
dokler se nismo pač znebili demona. In po Božji milosti smo vsega. Ampak takoj, ko sem zapustil, tam sem šel domov in ko sem vstopil čez vrata doma, je moj sin jokal nekontrolirano. In sem šel v sobo, sem ga dvignil in sem vedel, da ga demoni poskušajo mu težiti. Tako sem ga vzel k sebi in sem molil, da ga Bog ščiti in da prežene demone, ki mu nagaja. In moj sin je bil star šele nekje malce več kot 1 leto, leto pa pol. Demoni bodo šli tudi na naše otroke. In mnogokrat je tako, ko gledamo neke citate, te citate, zadržite to misel, no? Naj dokončam. Njihova varnost je odvisna od modrosti in skrbnosti staršev. Prizadevati si morajo v ljubezni in strahu do Boga, da zasedejo vrt srca in zasejejo dobro seme pravega duha, pravih navad ter ljubezni in strahu do Boga. Tukaj še en citat, Child Guidance. Če otrok tukaj v domu ni prav poučen, ga bo Satan izobraževal preko sredstev, ki jih bo sam izbral. Torej, če so starši prezaposleni, da bi vzgajali otroke, in če je mama prezaposlena, ker se spopada za pozicije z moškim v svetu in tako zanemarja otroke in s tem pozablja vlogo, ki jo je Bog dal materam, da so pastorke svojih otrok. Torej, bojujete se za enakopravnost. Tukaj imate enakopravnost. Bog je matere naredil, da so pastorke svojih otrok. Amen. Bog je naredil matere, da so starešine njihovih otrok. Če želite biti posvečene starešine, tukaj imate posvečene starešine. Bog vas je posvetil, da ste pastorke in starešine vaših otrok. Tako da bi lahko nekdo bil doma, ki bi vzgajal otroke in jih ne zapuščal zaradi satanovih sredstev. Bog si želi, da ste tam za svoje otroke. In matere imajo to posebno, zelo posebno pozicijo. Veliko bolj kot kdorkoli drug v tem svetu. Da so pastorke, starešine, diakonise in učiteljice svojih otrok in še posebej v zgodnjih letih. Nažalost je pa trend danes, še posebej v Maleziji. Ena izmed mojih najboljših prijateljic od žene, teta, ima podjetje in to podjetje, kjer prodajajo slugo, da skrbijo za domače stvari, za otroke, za starše, ki boje delajo. In ona nam je povedala, moji ženi je povedala, da mnogo staršev pride iskat svoje otroke v soboto in jih vrnejo nazaj na nedeljo. In to je ves čas, ki so skupaj. En dan. Obstaja sedaj generacija otrok, ki odraščajo, ker je v bistvu nekdo drug skrbi za njihove otroke. In nimajo svojih staršev okoli sebe. In stvari bodo prišle, ki zavzamejo prostor staršev. Stroga disciplina lahko včasih povzroči nezadovoljstvo. Zato bodo otroci želeli po svoje. Vendar tam, kjer so se naučili lekcije poslušnosti lastnim staršem, so bolje pripravljeni podrediti se Božjim zahtevam. Taka vzgoja, pridobljena v otroštvu, vpliva na versko izkušnjo in oblikuje človekov značaj. Če berete Child Guidance knjigo, Education, vzgoja, Ellen White pravi, da je cilj vzgoje je kaj? Kdo ve, kaj je cilj vzgoje? Da ponovno obnovi Božjo podobo v človeku, da izgradi značaj, Božji značaj v naših otrokih. In zelo malo adventistov oziroma adventistične vzgoje v bistvu obnavlja Božji značaj v naših otrocih. Veste kaj? Obnavlja značaj v naših otrocih? Božja beseda? Ja, kaj še? Pomenljivo, smiselno bogoslužje domače. Mislite, da je šolam mar za to? Mislite, da je univerzam mar za to bogoslužje? Mi imamo cerkev v Maleziji, tam, kjer smo nazadnje bila, in tam smo morali ponovno razmisliti, kako vzgajati, ker smo odkrili, da je nemogoče učiti 8 predmetov in dovoliti še našim otrokom, da se učijo kmetovanje,
in hkrati, da imajo tudi pomenljivo bogoslužje. Pri nas, ko otroci pridejo v šolo in če niso imeli bogoslužja lastnega, jih bodo učitelji zadržali in bodo rekli, prvo ime bogoslužje, preden prideš v šolo. Pozabi vrt, pozabi kakršenkoli drug predmet, dokler nisi imel svojega osebnega bogoslužja. Torej, prioriteta mora biti osebno bogoslužje naših otrok. Če želite in če je sam smisel vzgoje to, da izgradiš otroke, ki bodo imeli značaj Boga, morajo oni vsak dan obleči Božji oklep. Sicer bodo odrasli in bodo rekli, Božji oklep, to v bistvu ni pomembno, zato ker imam ob 38 šolo. Božji oklep ni pomemben, ker moram hiteti in moram biti prav čas v službi. Božji oklep ni pomemben, ker moram poskrbeti, da pridem v univerzo v pravem času. Kaj se torej zgodi? Ni čudno, da je generacija, ki vidimo vedno več obsedenih ljudi, ker nismo prioritizirali, da bi nase oblekli Božji oklep. Kaj je pomembno v vzgoji? Da učimo naše otroke, da imajo ta živ odnos z Jezusom. Pod vsako ceno, to je prioriteta. Torej, treba strukturirati tudi šolo na ta način. Odkrili smo tudi, da, ker želimo imeti več bibličnih ur in ne morem imeti 8 predmetov tisti dan, se hkrati fokusirati na svetopismo. Tako smo simplicirali šolo, da imamo kmetijstvo, Biblijo in potem še en drug predmet, kjer vse ostalo skombiniramo. Zame ni pomembno, da vedo vse o geografiji. Ni pomembno, da vedo vse o znanosti. Ni pomembno, da vedo vse o biologiji, zgodovini sveta. Vse to nikoli meni ni pomagalo, da sem postal uspešen podjetnik. Ampak mi se tako skrbimo kot družba, smo tako sprejeli vso to propagando teh institucionalne vzgoje, da moram zdržati, moram biti poskrbeti. Celo čist pod stresom sem, tudi če doma vzgajamo otroke, ker gledamo vse ostale otroke, ki vedo vse o geografiji. Bolj moram poskrbeti, da čim več znanja stlačim v otrokovo glavo. Bodo lahko bili konkurenčni z drugimi otroki. In potem ni razlike, če imamo sploh šolo doma, ker če jih isto učimo tako kot v inštitucijah. Vse, kar ste storili, v bistvu se samo koncentrirali na reči, ki v bistvu zapravijo čas za to, da ne spoznajo Boga, da bi imeli živi odnos z Jezusom. To potrebujemo, ko se bližamo vedno bolj času konca. Torej, tako vzgoja pridobljena v otroštvu vpliva na versko izkušnjo in oblikuje človekov značaj. Naše otroke je treba pripraviti na duhovni boj in jim povedati, da so to reči, ki vas bodo obvarovali. To so reči, ki vas bodo ščitile. Imeti živ odnos, prioritizirati osebno bogoslužje in slišati Božji glas v svojem srcu in prepričanje, to je tisto, kar vas bo pripravilo za duhovni boj. Sicer in vse ostale stvari v bistvu jemljajo ta čas za to. Še en citat. Preprečite Satanov trud, da bi zahteval dojenčke. Starši nasplošno ne začnete svojega dela dovolj zgodaj. Dopustili ste Satanu, da zasede zemljo srca, tako da je zasejal prvi pridelek semena. Ko mi ne preživimo časa z našimi otroki zvečer in zjutraj v družinskem bogoslužju in smo prezaposleni, da bi to delali. Ravno sem danes svetoval otroku in rekla, pozno moram iti spat, ker starši pridejo pozno in samo storijo lahko bogoslužje samo ob 10 zvečer ali pa 9:30. In zgodaj se moram zbuditi ob 7 ali 6, da pridem v šolo in ne spim dovolj. Prava stvar bi bila, da ne poskrbite, da vaši otroci grejo spat tako pozno. Vi pridite prej domov. Prioritizirajte vaš čas, da vzgajate svoje otroke s pravimi prioritetami, da jih čuvate. Bolje kot pa da pustite Satanu, da zaposli zemljo srca. In koliko izmed nas, ko sedimo za mizo, ali pa ko gremo v restauracijo, da bi otroci bili tiho, jim damo samo mobilni telefon ali pa tablico, zato da se igrajo z igricami. Ker je to bolj priročno, sicer se moram morda z njimi pogovarjati. Ali pa je bolj priročno, sicer moram najti drugačen način, da jih zabavam.
najraje imajo telefon. Toliko, koliko izmed nas v bistvu odpira zelo zgodaj vrata do tega, da zelo zgodaj dobivajo te stvari, dobivajo jezo, sovraštvo, ubijanje, medtem ko gledajo te reči na svojih telefonih. Ni dovolj reči, naredi to ali naredi ono, potem pa postati popolnoma brezbrižen in pozabiti na to, kar ste zahtevali. Tako otroci niso pozorni na izpolnjevanje vaših ukazov. Pripravite pot svojemu otroku, da bo veselo ubogal vaše ukaze. Priučite vitice, da se oklepajo Jezusa. Naučite jih prositi Gospoda, da naj jim pomaga v majhnih stvarih življenja, biti popolnoma buden za opažanje malih dolžnosti, ki jih je treba opraviti, da so doma v pomoč. Če jih ne boste vzgajali, jih bo nekdo drug, kajti Satan čaka svojo priložnost, da poseje seme ljulke v srce. Satan opazuje. In trenutek, ko spustimo, prioritete postavimo na robe in nismo dovolj časa z njimi, da se usedemo z njimi in jih vzgajamo sami in nismo vklopljeni v njihovo čas bogoslužja in vklopljeni v to, kako rastejo spoznanje Boga, potem bo Satan jih vzel in bojo počeli druge reči. In se približno 10 do 12 let imamo, da lahko to vtisnemo na njih. Ker od 13 naprej želijo biti samo še s prijatelji, nočejo biti več z starši. Zato gre res za majhen čas, kratek čas. Po Božji milosti se potrudite, da bi vzgojili svoje otroke. Velikokrat sem videla, da se je mali vrgel in kričal, če je bila njegova volja kakorkoli prekrižana. To je čas za grajanje zlega duha. Sovražnik bo poskušal nadzorovati naših otrok. Toda ali mu bomo dovolili, da jih oblikuje po svoji volji? Ti malčki ne morejo razbrati, kateri duh vpliva na nje. In dolžnost staršev je, da zaznajo ravnanje preudarno in diskretno. Njihove navade je treba skrbno opazovati. Zlobna nagnjanja je treba omejiti in spodbujati v korist pravilnega. Otroka je treba spodbujati v vseh prizadevanjih, da se obvladuje. Ko smo se to mi naučili, to sem podelil z drugimi bibličnimi delavci. To sem vam že včeraj povedal, ampak še enkrat bom povedal to zgodbo. Dve izmed naših bibličnih delavk, ki sta tudi proučevale Biblijo, sta proučevale s parom, možem in ženo, in druga pa je skrbela za hčerke. Ena hčerka je bila stara 3 leta, druga pa 1 leto. In tista hčerka 3-letna je pretepala 1-letno sestrico. In to je počela neprestano. In biblična delavka je vlekla stran in potem je spet to ponavljala. In potem se je spomnila te zgodbe. Te vrstice, ki smo jo ravno prebrali, in je molila in ukarala zli duhov, ki jo je nadlegoval 3-letnico. Bog jo je nekako prepričal, da naj moli in ga izžene. Izgnala ga je, ukarala in takoj potem je 3-letnica se obrnila k njej in rekla hvala. In potem je nehala pretepati dojenčka. Mnogokrat, ko vidimo otroka, da se protivijo, kričijo in naš prvi instinkt je, da jih je treba disciplinirati. Kaznovati jih je treba. Naučiti jih moram nekaj. Ampak kar sem se naučil, moj sin je še vedno bil mlad takrat in so bili časi, ko je odraščal, morda 5-6 let star je bil, ko je jokal brez kontrole, čist izven kontrole. Jaz pa sem šel ven ga pobral in sem molil Bog, pridi v njegovo srce in izženi demone. In to je vedno delovalo, se je pomiril, takoj. Še enkrat, ko se zavedate tega duhovnega boja, potem boste vedeli, kako se ukvarjati v takih situacijah, brez da bi nekako šli takoj v kazni, ker ni vedno potrebna disciplina. To ne govorim, da ni potrebna disciplina, seveda jo potrebujejo, ampak. In sicer vzorc discipliniranja, saj zame, je tak približno, da če so nekaj storili, kar je narobe, otroci, in je potrebno kaznovanje, potem vsaj v Aziji mi to tako storimo, verjetno tudi v Ameriki, morda drugače, ampak v vsakem domu imamo nekako neko šibo, palco
In ko jih pošibam, potem se z njimi usedem in se pogovarjam z njimi, zakaj so bili kaznovani, veš zakaj. In če pride do velikega spora, recimo doma, med hčerko in sinom, potem jim povem, če sta jezna, kdo vaju nadzira, kater duh je potem dva. In potem, Satan, okej. To je demon jeze. Vrete, a želite, da je demon jeze v vama? In rečete, ne, v redu. Potem pokleknimo in dajmo moliti. In tako skupaj molimo, da bi jim Bog dal zmago nad demonom jeze. In potem se vsi objamemo. To je prvi korak je tak. Torej je kazen, je posledica včasih. In potem je klic k Bogu za zmago nad tem. Torej ni samo pri kazni, ne ostane samo pri tem. In na koncu se je treba objeti, zato ker jih želite, da vedo, da jih še vedno ljubite. Te trije vidiki morajo skupaj priti, ko disciplinirate otroke, da vejo, da se čutijo ljubljene, da razumejo to in da vedo tudi, kje lahko najdejo pomoč pri Bogu. Naslednjič, če se to zgodi, je potem to že ukoreninjeno v njih mislih, da je treba Boga prositi, da izžene demona jeze, recimo. Dom, ki ga krasi ljubezen, sočutje in nežnost, je kraj, ki ga angeli radi obiskujejo in kjer se slavi Bog. Vpliv skrbno varovanega krščanskega doma v letih otroštva in mladosti je najzanesljivejša zaščita pred pokvarjenostjo sveta. V ozračju takšnega doma se bodo otroci naučili ljubiti tako svoje zemeljske starše kot svojega nebeškega očeta. Družinski odnos bi moral biti po svojem vplivu posvečujoč. Krščanski domovi, ustanovljeni in vodeni v skladu z Božjim načrtom, so čudovita pomoč pri oblikovanju krščanskega značaja. Starši in otroci bi se morali združiti v ljubečem služenju njemu, ki edini lahko ohranja človeško ljubezen čisto in plemenito. Torej, mi moramo poskrbeti za to, da čuvamo naš dom in vpliv v našem krščanskem domu in da zagotovimo, da blokiramo te reči, ki prihajajo v dom. In Ellen White tudi pravi, da ko otroci počasi odraščajo, da moramo postati manj direktni v našem pristopu. Torej, ko se starajo, moramo postajati manj avtoritativni. Ko so mlajši, pa smo lahko avtoritativni. Starejši, nad 13, pa moramo začeti uporabljati nekako te namige ali pa nekakšne preproste blokade. Modri moramo biti, kako koordinirati in kako ohraniti vpliv v tem domu. In to bo morda samo za, recimo, morda ne bojo poslušali mene na tej fronti, potem morda bom uporabil mojo biblično sodelavko, ki je z njo prijateljica, da bi ona govorila z njo. Torej, pametni moramo biti, kako naj delujemo, da usmerjamo naše otroke po poti, brez da bi jih dali, da se počutijo samo moje ali pa ne bo. Dokler ne prerastejo spet do točke, kjer bodo lahko sami svojo voljo uporabljali. Če jim boste začeli jemati vso njihovo voljo, moč volje, do na to nekoč prišli nekak kraj, kjer ni več avtoritativnega vpliva, potem se bojo popolnoma razpasli. In to je ponavadi na univerzi. Z tega, ker niso imeli priložnosti, da bi se lahko sami odločali, da bodo sami sledili Bogu. Zato moramo postati tako, da jih bolj spodbujamo in taktično to delamo z večjimi ljudmi. In zame je to zelo pomembno, da sem jaz naredil direkten vpliv na ljudi, ki bodo potem direktno vplivali na moje otroke, ko se starajo. Moja žena in jaz sva namenoma investirala v mladino, ki so sicer malce starejši, in tudi moja hčerka bo kmalu začela gledati na njih. In tako take ljudi pripeljemo v družino. Torej, ljudje od 18 do 20 nekaj, gospodične punce, biblične delavke, so postale nekak del naše družine. Grejo na počitnice z nami, potujejo z nami, kličejo nas mama in ata v družini,
Zato, ker smo jih pripeljali v našo družino z namenom in smo poskrbeli, ker smo investirali v njih, ker v neki točki bodo otroci nehali poslušati v mene, ampak bodo poslušali njihove. Tako bodo te postali njihovi vzorniki, katere bodo gledali. In glede tega se lahko počutim varnega, ker sem investiral v to mladino. In skrbim za to, da ostanejo del naše družine in tudi usmerjam njihovo duhovnost. In poskrbim, da so varni mentorji in ljudje, katere moji otroci lahko se zgledujejo po njih. Mnogo družin se pa tako močno fokusira na otroke, da vsi ti mladi, ki prihajajo, od časa za njih. Ne želim jih v mojem domu, ne želim preživljati časa, da bi jih izobrazil. Vaši otroci odrasli bodo njim sledili ven iz cerkve. Zato, ker nikoli niste uporabili čas, izkoristili čas, ne samo to, da skrbite za svoje otroke, ampak skrbite tudi za otroke tiste en nivo nad vašim otrokom, katere bodo gledali in tem bodo sledili. Videli bodo, kaj nosijo, kakšne skrbi imajo, kakšne želje imajo in če ste investirali svoje vrednote v te otroke in jih poučili in jih naredili del vašega doma, potem ta riziko odpade. Ker sicer bodo te vrstniki jih vodili v svet. In to je nekaj, kar je zelo pomembnega tudi za nas. Mož in žena naj bosta pri svojem delu v domači šoli tesno povezana. V svojem govoru morata biti zelo nežna in zelo previdna, da ne odpreta vrat skušnjave, skozi katera bo Satan vstopil, da bi dosegel zmago za zmago. Drug do drugega morata biti prijazna in vljudna ter se obnašati tako, da se lahko spoštujeta. Vsak naj pomaga drugemu vnesti v dom prijetno, zdravo vzdušje. Ne smeta se razlikovati v prisotnosti svojih otrok. Krščansko dostojanstvo je treba vedno ohranjati. To je zelo težko. To je res težko. Skoraj nemogoče je. In večina domov verjetno ni takih družin. Zelo pomembno je, ko se par poroči in prijeta skupaj, da se zavedate, kako bodo demoni napadali ta dom. Demoni želijo, da otroci vidijo moža in ženo, da se prepirata med seboj. Demoni želijo, da otroci odrastejo, ko vidijo prepir v domu. In v začetku tedna sem vam pokazal, da v Adventist Home piše, da je samo en demon prepira v vsakem domu. V vsakem zakonu je demon prepira. To piše Ellen White. In demon prepira, njegova služba je to, da razdre zakon in nato uniči otroke. Na dva koraka. Prvič razčleni zakon in potem uniči otroke. In medtem, ko povzročajo moža in ženo, da se bojujeta drug po drugemu, kot da sta sovražnika, potem otroci odrastejo z opazovanjem tega in se spremenijo v to. Otroci odrastejo, ko se bom poročil, bom poskrbel za to, da ne bom zaupal svoji ženi, recimo. Ali pa žena odraste, ko se bom poročila, ne zaupam možu. Poskrbeti moram, da sem samozadostna in vedno moram nekako biti na distanci in poskrbeti moram, da ne bom preveč ranljiva. In to postane negativna misel, ki jo vceplja v vse otrokove misli, ki odraščajo, ko gledajo zlomljene domove, družine. Kar se pa ne zavedamo je to, da mož in žena, ki sta bila v nekem trenutku zlomljena, sta tudi ona prišla iz zlomljenega doma, družine. In njuni starši so prišli isto iz pokvarjene družine. In ko se bodo preoročili, se bodo obnašali drug do drugega, kot da so sovražniki. Ampak mogli bi pa gledati na to, kot da so v bistvu žrtve. Vsi smo žrtve. Malce lažje je biti empatičen, sočustven do svojega bližnjega, če razumeš, da je žrtev, ne sovražnik. Malce lažje je sodelovati skupaj, ko vidiš svojega zakonca kot nekoga, ki je polomljen tako kot ti in mu poskušaš pomagati, tako kot oni morajo poskušati pomagati tebi. In se moramo nehati ukvarjati, kot da smo sovražniki. In to je res težko. V bistvu je Ellen White tukaj napisala, da če se razlikujete v tem, kako bi rada vzgajala otroke, disciplinirala,
potem se je potrebno to prvo pomeniti v spalnici in ne to delati pred otroki, da se bojujeta med seboj pred otroci, kako bosta ukrepala proti slabemu obnašanju otrok. Ste nekateri odrasli bolj v mehki družini, drugi pa bolj v strogi družini in podobno, ampak oba dva se morata nekako to domeniti, preden sploh se to zgodi z otroci. In kaj se nasplošno zgodi je to, in spominjam se, ko je moja žena, ko sva prvi imela otroka in ko je odraščala ta mala, je žena bila malce bolj stroga kot jaz. Jaz sem prišel doma, kjer je bila disciplina res huda, zato imam travmo glede tega in zato raje ne discipliniram moje hčere, moja žena pa ravno obratno. In to me je šokirala in potem sva se začela prepirati pred njo, pred otroci, kako naj v bistvu discipliniramo otroke. In ko naj je Bog nekako prepričeval najina srca, sicer po 2019 letu, sva se odločila hitro, da bo moja žena bila tista, ki bo izvajala kazen. In tako sem moral zaupati moji ženi z resnostjo in način, kako bo to ona storila, in jaz sem ostal ven iz tega. Kolikor je mogoče, še vedno mi je težko, ampak prišla sva do tega sporazuma zaradi tega, ker sem jaz delal dolge ure in sem imel morda samo pol ure, 1 uro doma z otroci zvečer. Zato nisem želel priti domov in biti hudobnež. In moja žena je bila cel dan z otroci, ker jih je doma šolala, na koncu tudi v cerkvi jih šolala, zato jih je lahko disciplinirala in se z njimi tudi kasneje potem igrala. Zato je bilo pomembno, da sva nekako to izravnala, prvo razumevanje med nama, sicer bi otroci odrasli in videli, da mož in žena nikoli nista na isti ravni. In ko ta konflikt raste in raste, recimo, veliko otrok začne razvijati strah, anksioznost. Začnejo razvijati neodpuščanje. In mnogo otrok danes so presenečeni oziroma šokirani in imajo depresijo. Zakaj je temu tako? Zdaj, ker starši se niso domenili, kako bodo reševali konflikte. In otroci so to vse videli. In to nekako nekoč preraste v razdor družine, morda celo agresijo, ali da se derejo drug na drugega. In to resnično poškoduje naše otroke. In v prejšnjem odstavku smo brali, da na taki točki bo Satan vstopil in prišel. In bo začel cepljati negativne misli v njihove glave. Morda celo misli samomora. Jaz take reči srečavam, ker se pogovarjam z mnogimi starši, kateri otroci so v nekem točki, so se začeli otroci rezati. In imel sem kar nekaj otrok, katere sem posvetoval, kjer so starši niso vedeli, kaj naj storijo. Z tega, ker vidijo porezane in poškodovane roke od hčerke, recimo. In zakaj temu tako? Zato, ker oče in mama se bojujete kot psi in mačke doma. In stres. Otroci tega stresa ne morejo prenesti, še posebej mladi. In demoni tako pridejo in jim prišepetavajo na ušesa. In včasih celo mož in žena to storita pred otroci in o otrokih. In potem mama gre do otroka in reče, vidiš, tvoj oče je razlog, da sem to storila. Ali pa recimo, ti si povzročil, da se ate jezi nad menoj. In potem otroka vklopijo v igro. In to povzroči velik stres na otroke. In demoni pridejo. In rečejo, bolje je, če se ubiješ, recimo. Zakaj se ne bi poskušal malo rezati? To so prvi koraki, recimo. Potem se začnejo rezati in takoj, ko se začnejo rezati, demon tam umora malce popusti, z tega, ker vidijo kri. In tako se naučijo to in potem se to integrira v njihovo misel, da je to nekako neke vrste destres. In na koncu gre to korak naprej, ker začnejo razmišljati, da bi prerezali zapestje, da bi skočili iz stolpnice in podobno. To so torej uničujoči učinki tega. Sovražnik bo skušal člane odtujiti. Satan je vedno pripravljen izkoristiti priložnost, ko se pojavi kakršnokoli nesoglasje. In s tem, ko se loti spornih, dednih potez značaja moža ali žene,
bo poskušal povzročiti odtujitev tistih, ki so združili svoje zanimanje za slovezno zavezo pred Bogom. V zakonskih zaobljubah sta obljubila, da bosta kot eno. Žena se je zavezala, da bo ljubila in ubogala svojega moža. Mož pa je obljubil, da bo ljubil in cenil svojo ženo. Če se spoštuje Božji zakon, in tu sedaj vidimo, bo demon prepiral izključen iz družine in ne bo prišlo do ločevanja interesov in ne bo dovoljeno nikakršno odrekanje naklonjenosti. Tako v bistvu se morata mož in žena naučiti ljubiti drug drugega. In upam, da v naslednjem delu predavanj bomo šli čez nekaj misli, ki jih pogosto svetujem in vidim kot problem v svetovanju družinam. In tudi, ko se pogovarjam s starši, katerih otrok imajo probleme v duhovnem boju, kakšne so te negativne misli, ki prihajajo v ženine misli in moževe misli. In demon prepira med obima stranema, ustvarja lažno realnost o drugem. In pogosto se zgodi to, da demoni pridejo do žene, da žena vidi moža kot zlorabitelja v njenem domu, da je zlorablja. Torej, če je žena odrasla z težkim očetom, z očetom, ki jo je zlorabljal, ali pa če je žena odrasla in imala močnega odnosa z očetom, ali pa če je žena odrasla s tem, ko je videla, kako je oče pretepal že mamo, potem takoj, ko gre v odnos ta žena, te spomini vrnejo in bo moža obravnavala, kot da jo bo on pretepal morda. Do moža se bo obnašala, kot da je, ko govori o nečem, recimo, da je v bistvu zlorablja. In ta koncept zlorabe nekako ustane v mislih žene, dokler se ne zaveda, da se mora ona soočiti z to zlomljenost v njenem življenju. Da je ona žrtev in da je njen mož žrtev in da morata oba dva graditi čez to polomljenost njunih življenj. O tem bomo govorili kasneje, v naslednjem predavanju. Kako se soočimo z zlomljenostjo naših življenj, moža in žene. Nadaljujte z lekcijami o ognjišču in v šoli. Najtežje se je obvladati navad, v katerih ste uživali skozi življenje in ki so privzgojile apetit za te reči. Demona nezmernosti ni zlahka premagati. Je izredno močan in težko ga je premagati. Toda naj starši začnejo križarsko vojno proti nezmernosti pri svojem ognjišču, v lastni družini, v načelih, ki jih učijo svoje otroke upoštevati že od malih nog, pa lahko upajo na uspeh. Splačalo se vam bo, matere, da dragocene ure, ki vam jih je dal Bog, porabite za oblikovanje, razvoj in šolanje značaja svojih otrok, ter da jih naučite, da se strogo držijo načel zmernosti pri jedači in pijači. Mi moramo za to poskrbeti. In spomnite se, pred nekaj večeri, če ste bili tukaj, smo si pogledali, kako je Jezus se bojeval z grehom v divjini, puščavi. Se kdo spomne? Prvi korak, prvi pomemben korak, ja. Preden se je Jezus spopadel z grehom. Kaj tam piše, se spomnite? Prvo je poskrbel za apetit. Torej, to, kar jemo, kako pogosto jemo, to ima vlogo v temu, da ošibi naš in naš telo, telesno moč našega telesa proti demonskim napadom. Torej, če jeste na napačen način, napačne stvari, torej še enkrat, ali je apetit prehrana, vprašanje zveličanja. Stavite lahko na to, da je. Ker v knjigi Daniel, prvo poglavje, Daniel in njegovi prijatelji so bili 10-krat pametnejši, ker so sledili na svetu od Boga, kar se tiče prehrane. In v tem času, v tem dnevu, najbolj glupi generaciji v zgodovini sveta, rabimo vsako prednost, ki si jo lahko privoščimo. Dobro bi bilo za nas, da sledimo prehrani, navodilom, ki nam jih je dal Bog, in poskrbimo, da smo 10-krat pametnejši od ostalih. Če nam je povedano, da je vegetarijanska, veganska prehrana, da nam bo dala 10-krat boljšo prednost, je to stvar zveličanja, da boste 10-krat bolj pametni, 10-krat boljši v razumevanju Biblije,
10-krat boljši spomin za spomnice vrstice Svetega pisma. A je to pomembno? Prehrana naših otrok in kako boste vzgajali vaše otroke, kar se tiče od prehrane. Če se vi še vedno ukvarjate z mesom, poskrbite, da bodo vsaj otroci odrasli z vegansko hrano. Poskrbite, da bodo odrasli na taki prehrani, ker vemo od nasvetov, da je to najboljša prehrana za človeka, da nas ohrani duhovno močne in tudi mentalno močne, da se lahko upremo v duhovnem boju in hkrati tudi, da lahko sprejmemo Božjo besedo bolj globoko. Prehrana je pomembna. Tukaj še ena težka. Starši nikoli ne smejo povzročati bolečine svojim otrokom s krutostjo ali nerazumnimi zahtevami. Krutost žene dušo v satanovo mrežo. Koliko izmed nas je naše otroke kruto obravnavalo? Tako lahko vodite svoje otroke v satanove roke, mrežo. Absolutno pomembno je, da imamo zmago nad krutostjo. Da nam Bog da zmago nad tem. Naj si nihče ne predstavlja, da sta krutost in strogost potrebni za zagotovitev poslušnosti. Mi smo zrasli v tem miselnosti. Če ne bom glasen, če ne bom kričal na moje otroke, če jih ne bom pretepel, me ne bodo poslušali. Videla sem, da so najučinkovitejše družine ohranjale svoj red brez ostre besede ali grdega pogleda. Bila sem pri drugih družinah, kjer so bili ukazi nenehno izgovorjeni z avtoritativnim tonom in kjer so bili pogosto deležni ostrih graj in strogih kazni. V prvem primeru so otroci sledili poti staršev in redko drug z drugim govorili ostro. Tudi v drugem so otroci posnemali starševski zgled, od jutra do večera so se slišali le prepir, iskanje napak in spori. In v najhujših primerih, ti, ki tega ne prenesejo in tega, ki ne želijo tega posnemati, še posebej mehkejši naši otroci, te bolj introvertirani otroci, bodo razvili depresijo, bodo razvili anksioznost, bodo pričeli imeti samomorilske misli zaradi te grobosti in okrutnosti staršev. In mnogo adventistov se spopada s tem. Kako vem? Ker ko grem v šolo in te stvari delim z otrokom in ker mi starši pripeljajo otroke za samomorilskimi mislimi, prvi razlog za to je, da se mož in žena bojujeta kot psi in mačke in potem svojo agresijo obrnejo na otroke in se jim zmeša. Mi potrebujemo zmago na tem. Potrebujemo, da nam Bog pomaga, Božjo pomoč, da dobimo zmago nad demonom jeze, okrutnosti v domu. Amen. Kaj ne? Trde besede zagrenijo in ranijo srce otrok, a v nekaterih primerih se te rane težko zacelijo. Otroci so občutljivi na najmanjšo krivico in nekateri ob njej postanejo obeshrabljeni ter ne bodo niti upoštevali glasnega, jeznega glasu ukazov, niti se ne bodo zmenili za grožnje s kaznijo. Obstaja nevarnost prehudega kritiziranja nepomembnih stvari. Prehuda kritika, preveč stroga pravila vodijo v neupoštevanje vseh predpisov in postopoma bodo tako vzgojeni otroci pokazali enako nespoštovanje do Kristusovih zakonov. Grobost, okrutnost je eden izmed največjih problemov doma. Kako lahko dobimo zmago na tem? To se začne pri možu in ženu in kako se soočata s tem. In te bomo govorili malce kasneje. Ne dovolite, da bi kakršenkoli prepir ali nesoglasje prišlo v dom. Govorite nežno. Nikoli ne povzdigujte glasa do ostrosti. Ostanite mirni. Odstranite vsako iskanje napak in neiskrenost. Otrokom povejte, da jim želite pomagati, da se pripravijo na sveta nebesa, kjer je samo mir in kjer ni slišati nobenega pretresljivega zvoka. Bodite potrpežljivi z njimi v njihovih preizkušnjah, ki se vam morda zdijo majhne, njim pa so velike. Ukrotiti moramo naglo jezo ter nadzorovati svoje besede in tako bomo dosegli velike zmage. Če ne nadzorujemo svojih besed in temperamenta, smo satanovi sužnji. Podrejamo se mu, vodi nas v ujetništvo. Vse odzvanjajoče in neprijetne, nepotrpežljive, jezne besede so daritev
poklonjene njegovemu satanskemu veličastvu. To pa je draga daritev, dražja od katerekoli žrtve, ki jo je lahko damo za Boga, saj uničuje mir in srečo celotnih družin, uničuje zdravje, ter je na koncu vzrok za izgubo večnega srečnega življenja. Večina duhovnega boja, s katerim se soočam pri ljudeh, je ukoreninjena v mladosti. Torej, ko posvetujem nekoga, ni važno, koliko so stari, morda so 50, 60, 70 let stari, vzrok je največkrat to, kar se je dogajalo v letih 0 do 7 ali pa recimo 0 do 12 let. Zaradi zlomljenost družin, zaradi grobosti, okrutnosti, zaradi prepirov, groženja z ločitvami, kričanja, to, kar se dogaja doma. Zaradi tega, ker mislimo, da to ne vpliva na nas. Ko si dva odrasla mislite, da je čisto v redu, če se derva drug na drugega. Ne zavedamo pa se, kako to uničuje in emocije, čustva otrok. Tako odrastejo in to potencirajo, a nekateri izmed njih lahko razvijajo depresije, hude depresije. Nekateri se lahko obsedeni zaradi tega, nekateri imajo probleme morda z resnimi samomorilskimi mislimi in jih nekako obglavi to osebo. Mnogo ljudi, ki sem jim svetoval kasneje v življenju, morda so kakšni drugi trigger dogodki v življenju, morda smrt mame, smrt očeta in kar naenkrat se njihov svet je podaril in si mislijo, to je zato, ker sem izgubil mamo. Ampak ko se posvetujem z njimi, se zavedajo, so globoko korenjeni problemi od let 0 do 12. In tako, in vse to je med seboj povezano. Uničenje doma, prepiranje v družini, to uničuje otroke in hkrati demoni prihajajo zraven in povzročajo še več problemov. Veliko svetovanja je tako ukoreninjeno v sami mladosti človeka. Nemirni duh se naravno nagiba k nagajivosti. Ja, tako je. Nemirni duh se naravno nagiba k nagajivosti. Dejaven če ga pustimo nezaposlenega z boljšimi stvarmi, bo pozoren na to, kar bo predlagal Satan. Otroke je treba poučiti, jih voditi po varnih poteh, jih obvarovati pred pregreho, jih pridobiti s prijaznostjo ter jih potrditi v delanju dobrega. Naše otroke je potrebno poučiti. A mnogokrat, ker smo prezaposleni, jih želimo samo kaznovati in reči, tega ne delaj več. Ampak usesti se moramo in jim razložiti, zakaj tega ne bi smeli storiti. Kako lahko to ustavijo sami sebe, da tega ne bi več storili. Kako se duhovni boj v bistvu tukaj odvija, kakšno vlogo ima, kako moliti in prositi za obljube Božje besede, da bi jih to preprečilo, da bi ponovili stvar. Ampak starši so prezaposleni ali pa niso imeli tega vzorca doma in zato preprosto na hitro bližnjico naredijo. Kaznujem te bom, ne stori več tega in bodi pridni. Ampak treba jih je vzgojiti, to pomeni, da se usedemo in jim razložimo. Če je treba kaznovati, poskrbite, da ste še več časa z njimi, da modrujete, pametujete z njimi, da jim pokažete vzrok, posledico, da jim pokažete velike boje, da jim pokažete razumeti, da smo v duhovnem boju in da demoni poskušajo uničiti njih in družino. Torej, kako se potem branimo? Kako lahko to preprečimo, da bi se še enkrat ponovila? Kako se počutite, če imaš zmago nad svojo jezo, recimo? Kako se počutiti? Morda kaj je izvir te jeze? Morda kaj gledamo, kar ne bi smeli gledati? Kaj je izvir te jeze, morda med bratom in sestro? Kako lahko razložim tako situacijo? Trebno je veliko razpravljanja, razmišljanja z našimi otroci, kar v tem času nihče nima niti časa več danes za to. In še enkrat, ponovno odpiramo vrata za hudiča, da vzgaja naše otroke. Želite zmagati argument med bratom in sestro? Bodi močnejši od njih. Bolj se deri kot ona. Bodi bolj agresiven. Izmišljaj si laži v njih. To demoni dajo v njihove misli. Mi pa moramo to izničiti in poskušati, da premagajo te misli in zato moramo z njimi razmišljati.
Neubogljivost je treba kaznovati. Napačno obnašanje je treba popraviti. Krivičnost, ki je vezana na otrokovo srce, morajo starši in učitelji nasloviti in jo premagati. Krivico je treba obravnavati nemudoma, modro in odločno. Sovraštvom do omejevanja, ljubeznijo do samozadovoljevanja, brezbrižnostjo do stvari vezane na večnost, je potrebno skrbno ravnati. Če zlo ne bo izkoreninjeno, bo duša izgubljena. In še več, tisti, ki se vda sledenju Satanu, se nenehno prizadeva spreminjati druge. Od najzgodnejših let naših otrok bi se morali prizadevati, da bi v njih ukrotili duha sveta. Disciplina je potrebna, kaznovanje. Jo je treba popraviti. Napake je treba odpraviti in res je potreba potem, da se odpravljajo te stvari in tudi kazni so potrebne. Torej, če Svetopismo pravi, če zavračaš palico, pokvariš otroka. Je potreba potem ob trenutkih. In na neki način je zahodna družba šla predaleč na drugo stran, da bi rekla, ne sme biti kazni. Brez discipliniranja. In to je velik problem. Seveda na azijski strani je pa na drugi strani preveč kaznovanja. Nekako je treba najti to ravnovesje. In Sveti Duh naj nas vodi pri temu. Ellen White sigurno ne pravi, da ne bi smeli ne kaznovati, ampak definitivno naj bi kaznovali. Hudobnost, ki obstaja v današnjem svetu, je lahko posledica tega, da starši zanemarjajo disciplinirati sebe in svojih otrok. Na tisoče in tisoče satanovih žrtev so to postali zaradi nespametnega načina, na katerega so z njimi ravnali v otroštvu. Nad takšnim slabim upravljanjem visi ostra Božja graja. Vedno se spominjam, ko je moja sestra prvič imela otroke tukaj v Ameriki. Mislim, da je imela 2 otroka in potem nas je obiskala v Maleziji. In prvič, ko je prišla v Malezijo, so njeni otroci imeli jezne izbruhe in so se valali po tleh, po trgovini so brcali z nogam, rokam, kričali in so imeli to norijo. In šokirani smo bili. Nekako sva se pogovarjala in sem jo vprašal, ali jih kaj kaznuješ, pa rekla, ne. A taj mami sta to preveč delali, jaz tega ne bom delala, rekla. Jaz jih dam v kot za čas tišine. Sem si mislil, ojej, morda poskusi, ker v Sloveniji imenujemo Mirko, majhna palica, šeba. Morda probaj s tem. To je nekakva čarobna palica. Tako je prišla k nam domov in veliko teh šib je bilo, eno je vzela in naslednjič, ko je si to storil, mu je dala en tak oster šik in kar naenkrat, čez noč, ni imel več teh problemov. Otrok. Tako je šla v trgovino in kupila 5 takih in jih pripeljala v Ameriko. Tega v Ameriki ne najdete. Ampak, tako kot piše, če zavračaš palico, pokvariš otroka. Potrebujemo ravnovesje in ne pravim, da je treba to pretirano uporabljati. In v naši hiši to uporabljamo, koliko se le da malo, ampak obstaja čas tudi za to trenutek. In tista mala disciplina, še posebej v malih letih, pomaga usmeriti in izničiti napačne tendence. Če tega ne storite, boste mogli se s tem ukvarjati pri letih 18 do 20. Vzgajati otroke na Božji način nas nekaj stane. Stane materine solze in očetove molitve. Zahteva neomajen trud, potrpežljivo poučevanje, malo tu in malo tam. Toda to delo se splača. Starši lahko na tak način okoli svojih otrok zgradijo branike, torej varovala, ki jih bodo obvarovala pred zlom, ki pripravlja naš svet. Obstajajo trenutki, kjer mora mama jokati in se prosjačiti za svoje otroke in še bolj pomembno, oče mora moliti. Oče mora moliti za svoje otroke. Oče je tisti, ki mora varovati jutranjo in večerno bogoslužje in poskrbeti mora, da zbere tudi vse otroke. To Satan najbolj sovraži in zato so največji napadi v družini ravno očetje.
Če usposobite očeta, bodo otroci odrasli z napačno predstavo o Bogu očetu. Če je oče preveč agresiven, preveč zlorablja, potem imajo tako sliko o božanskem očetu. Če mama prevzema vlogo očeta, tako prestreza njegovo vlogo in tako uniči kredibilnost očeta doma, potem otroci odrastejo mislijo, rečejo, ne rabim Boga očeta. In mama se potem čudi, zakaj njeni otroci bežijo iz cerkve, ampak se ne zavedajo, da je to zaradi tega, ker je uničila kredibilnost očeta v družini. Mame morajo pomagati in podpirati očete in jih spoštovati. In spoštovati očeta. V Efežanih 5:33 piše, žena pa naj spoštuje moža. In namen je za to. Zato, ker mi kot Božji otroci naj bi spoštovali Boga očeta, se bali njega, kot bati se Boga. Kako se lahko naučiš bati se Boga, če te pa mama uči nespoštovanje do očeta? Če mama izbira, da se pritožuje preko očeta, ga ponižuje, hodi po očetu in otrokom govori, oče je neuporaben, njemu ni treba verjeti, laže očetu, ko pride domov, mu laže, kaj ste počeli. Kaj mislite? Odrastem v tem, tudi jaz lahko lažem Bogu očetu. Oče Bog ni pomemben, oče Bog je neuporaben, Bog oče nič ni naredil v mojem življenju. In tako naši otroci zapuščajo naše cerkve. In mame se čudijo, zakaj so moji otroci zapustili cerkev, ker ste uničile sliko o očetu. Oče je predstavnik Boga na zemlji. In vi ga morate podpirati. Oče mora seveda tudi se postaviti na svojo mesto. Niso brez odgovornosti, ampak mama ima zelo pomembno vlogo. Ker kar se zgodi, kako govorite o očetu, ko ga ni doma? Ko gre čez vrata in ste jezni na njega? Kako komunicirate z vašimi otroci o očetu? Ali uničujete sliko očeta? S tem uničujete sliko v otrocih o Bogu očetu. In ne bodite presenečeni, če bo otroci odstavili od Boga, ker nimajo spoštovanja do očeta, ker ste vi pridodali svojo stvar pri sliki o Bogu očetu, v njihovem očetu. Seveda očetje tudi sami dobro naredijo to vlogo, da uničijo to podobo. O tem bomo govorili kmalu. Starši imajo resnejšo odgovornost, kot si predstavljajo. Dediščina otrok je greh. Greh jih je ločil od Boga. Jezus je dal svoje življenje, da bi združil pretrgane vezi z Bogom. Vezano s prvim Adamom, ljudje od njega prijemajo samo krivdo in sramotno obsodbo. Toda Kristus posreduje in vzdrži vsako preizkušnjo v korist človeku tam, kjer je padel Adam. Kristusov popolni zgled in Božja milost sta dana, da lahko vzgaja svoje sinove in hčere, da bodo Božji sinovi in hčere. Satanova moč je zlomljena z učenjem vrstice za vrstico, zapoved za zapovedjo, kako dati srce in voljo Kristusu. Ta zadnji stavek, vrstica za vrstico, zapoved za zapovedjo, je vzeto iz kje? Izaija 28, 18. vrstica. Tako. To govori o tem, kako brati preučevati Sveto pismo. In ena izmed najbolj pomembnih reči je naše otroke učiti, kako preučevati Sveto pismo. Od zgodnjih let mojih hčere, celo 2 leti, sem poskrbel, da je posvetila čas, da sedi in lista Biblijo s slikami. Ni znala brati, ampak lahko je pa listala sama. Morda z mano včasih, dostikrat. Ampak ko je postala starejša, je sama želela to delati, brati. Prej je cel cajt samo listala čez slike. Zame je bilo najbolj pomembno disciplina to, da sem jo vsako jutro, ko se zbudiš, imaš svoj čas za bogoslužje. Ni mi bilo važno, kaj bere, ali zna brati ali ne. Am do 6. leta je zadnje 4 leta se učila, kako to navado
vrstico za vrstico, načelo za načelo, malo tu, malo tam. Naše otroke je treba vzgojiti, kako imajo osebno bogoslužje. To je najbolj pomembna stvar. Želite, da imajo zelo močen odnos z Bogom. Učite jih, da imajo to osebno bogoslužje, bolj kot karkoli drugega. In tudi starši, tudi mi smo krivi tega, da se njihov fokus na to, kako jih naučim na 8 predmetov, da bojo lahko isto dobri kot sošolci. Domača šola naj bi nam dala svobodo, to, da se ni treba ukvarjati s preostankom sveta. Šola doma naj vam da svobodo, to, da se lahko fokusirate na osebno bogoslužje, da lahko imajo to globoko, pomensko čas z Bogom, otroci. Resnično je treba vzgajati otroke in poskrbeti, da naši otroci zrastejo v tem. Če boste to storili, potem poskrbite tudi, da imate vi svoje osebno bogoslužje. Če vi tega ne delate, potem otroci zelo hitro vidijo hinavščino staršev. Tako kot jaz vzgajam mojo hčerko, je to prepričalo mene, da dobro, da poskrbim, da ko se ona zbudi, da me vidi, da tudi jaz imamo svoje bogoslužje, da jaz dam vzor za moje otroke. Tu malo, tam malo, vrstica za vrstico, načelo z načelom. Starši, uporabite vse duhovne kite in mišice v prizadevanju, da rešite svojo malo čredo. Moči pekla se bodo združile za njeno uničenje, toda Bog bo za vas dvignil prapor proti sovražniku. Molite, veliko več, kot že molite. Več bi moral moliti za naše soproge in otroke. Več časa moramo biti na kolenih in prositi Boga, da jih zaščiti. Prositi Boga, da odstrani demone iz njihovega življenja, tudi če so že starejši, in prositi, da Bog odstrani demone od naših soprogov, da bi čutili prepričevanje Svetega Duha. Ker mnogokrat, ko naši soprogi, recimo, jih premaga jeza, ali pa so hladni, ali distancirani, ali pa zavračajo, ali pa so morda na pol srčni glede cerkve, zato ker demoni blokirajo Svetega Duha, da bi deloval. Mi pa lahko delujemo, da molimo, da Bog odstrani demone, ki so okoli naših partnerjev, družinskih članov, da lahko Sveti Duh se dotakne njihovega srca. In ko pride prepričanje, ko Sveti Duh se lahko dotakne, ko Božja ljubezen napolni njihova srca, boste videli čudež, kako se zgodi. In Bog jih bo pripeljal nazaj. Bog jih bo obnovil, Bog jih bo spremenil. Ljubeče in nežno učite svoje otroke, naj pridejo k Bogu kot k svojemu nebeškemu očetu. Svojim zgledom jih učite samokontrole in ustrežljivosti. Samo kontrola je težka. Povejte jim, da Kristus ni živel zato, da bi ugajal sebi. Prepoznati moramo Svetega Duha kot svojega razsvetljevalca. Ta Duh rad nagovarja otroke in jim odkriva zaklade in lepote besede. Obljube, ki jih je rekel veliki učitelj, bodo očarale čute in oživeli otrokovo dušo z duhovno močjo, ki je božanska. V dovzetnem umu bo raslo poznavanje božanskih stvari, ki bodo kot barikada pred sovražnikovimi skušnjavami. Torej, ko preučujemo Božjo besedo z našimi otroci, ko jim pomagamo, da se navadajo vsako jutro, tudi mi moramo imeti svoje bogoslužje. Moja hčerka lahko gre nekega dne stran iz cerkve, ampak jaz vem, da če bo kdaj to storila, da jo bo Sveti Duh jo pripričeval, da nekaj manjka, ker se ni tisto jutro vstala in preučevala Božjo besedo. Če lahko vcepim tak instinkt v njo, disciplino v mojo hčero, ni važno, kako daleč bo šla od Boga. Vedno se bo čutila, kot da ji nekaj manjka, ker ni imela svojega bogoslužja. In to navado želimo zgraditi v naših otrocih. To je bolj pomembno kot vso znanje telega sveta. Amen. Mladi so nevedni in neizkušeni. Ljubezen do Svetega pisma in njegovih svetih resnic pa ne bo prišla sama od sebe. Razen če ne žrtvujemo veliko, razen če ne zmanjšamo vseh naših aktivnosti v našem delovnem okolju, službi in družinskem okolju. Če se ne potrudimo, da bi okoli njih zgradili zaščito, da bi jih ščitili pred satanovimi zvijačami, bodo podvrženi njegovi izkušnjavam, ter bodo vodeni v ujetništvo po njegovi volji. Otroke treba v zgodnjih letih poučiti o zahtevah Božjega zakona in v veri Jezusa, našega odrešenika, da očisti madeže greha. To vera je treba učiti dan za dnem, z načeli in zgledom. Se vrnemo nazaj do točke, kako disciplinirati.
ko jih discipliniramo, poskrbite za to, da pokleknete z njimi in molite z njimi, da bi jim Bog dal zmago, da lahko molijo tudi sami in Bog jim bo dal to zmago, da jih bo Bog pokril njihove grehe z Jezusovo krvjo. In ko gradite to navado skozi disciplino, koliko izmed nas je odraslo v domu, da ste bili disciplinirani in to je bilo to, ne ponovi več. Noben pa vam ni povedal, kako tega ne storiti več. Ponovno povem in ponovno sem kaznovan. Rečejo, ne ponovi tega. Ampak kako to ne ponovim? In naučite se, da tega ne ponovite več, je tako, če pokleknete s svojimi otroki in molite za zmago nad grehom. Prosite za Jezusa, da jim odpusti grehe in da jih spomniš, da lahko molite, preden se to zgodi, boljše kot pa kasneje. To jih morate naučiti in disciplinirati, da se navadijo moliti in prositi za zmago nad grehom. Starši, če želite svoje otroke vzgojiti, da bi služili Bogu in delali dobro v svetu, naj bo Sveto pismo vaš učbenik. Kaj piše? Naj bo Sveto pismo vaš učbenik v vzgoji in doma. To razkriva Satanove zvijače. Je velik povzdigovalnik rase, grajalec in popravljalec moralnih zlob. Detektor, ki nam omogoča razlikovati med resničnim in lažnim. Čemurkoli drugemu, kar se poučuje doma ali v šoli, mora biti Sveto pismo kot velika vzgojiteljica na prvem mestu. Veste, kaj se dogaja v šoli danes? Biblija je en majhen košček izmed naše vzgoje. Ni glavna knjiga, učbenik. Ni prva knjiga. Včasih v bistvu je dostikrat zadnja. To je en majhen predmet med 7 in 8 drugimi predmeti. Kako bodo lahko naši otroci potem to vtisnili v njihove ume, če nekako so premagani z 7 drugimi predmeti, s tem, ko skušajo preučevati Sveto pismo. In nismo sledili načrtu. Če mu je dano to mesto, je Bog počaščen in delal bo za vas pri spreobrnenju vaših otrok. V tej sveti knjigi je bogat rudnik resnice in lepote. Starši pa so si sami krivi, če je njihovim otrokom ne naredijo intenzivno zanimive. Torej zame, starši, ki pridejo v našo šolo, ki je ob cerkvi, mi počivamo ob tem citatu, oziroma baziramo na tem citatu. Da nas tolaži, ko morda moja hčerka in njene prijateljice, kjer živimo, sosedje, kakorkoli pravijo, a ne razumeš tega, onega, a ne veš tega, a se še nisi tega naučil v geografiji, znanosti, fiziki. Počivamo na tej veri in tolažbi, da nekega dne bo ona ostala zvesta, da bo lahko ostala zvesta Bogu. In zaradi tega, ker je prvo iskala nebeško kraljestvo, bodo vse ostale stvari pridodane na koncu. Ampak na začetku želim, da moji otroci resnično, če nič drugega v njihovem življenju, tudi če ne končajo šole, da poznajo Biblijo znotraj in zven, da so bili dovolj časa v Bibliji, da je to postala njihov glavni učbenik in vodilna luč njihovega življenja. Ni pomembno mi, če imajo dovolj časa, da se učijo geografijo, ali pa da niso imeli dovolj časa za fiziko, biologijo, znanost ali karkoli. Meni je bolj pomembno, da poznajo Sveto pismo in da je njihova vera močna. Ampak sami morate žrtvovati, če želite to storiti za vaše otroke. Razmisliti morate, kako boste to storili, kaj so vaše prioritete za vzgojo. Družinsko bogoslužje. Zanemarjeno družinsko bogoslužje. Če je kdaj obstajal čas, ko bi morala biti vsaka hiše molitve, je to sedaj. Prevladujeta nezvestoba in skepticizem. Nepravičnost je veliko. Pokvarjenost teče v vitalnih tokovih duše in v življenju izbruhne upor proti Bogu. Moralne moči, zaslužene z grehom, so pod Satanovo tiranijo. Duša je postala igrača njegovih skušnjav. In razen, če se kakšna mogočna roka ne iztegne, da bi ga rešila, gre človek tja, kamor ga vodi nadupornik. In vendar v tem strašno nevernem času nekateri, ki trdijo, da so kristjani, nimajo družinskega bogoslužja. Doma ne častijo Boga, svojih otrok ne učijo ljubiti in se ga bati. Mnogi so se tako oddaljili od njega, da se počutijo obsojane, ko se mu približajo.
Ne morejo priti z zaupnostjo k prestolu milosti, povzdigajoč svete roke, bez jeze in boječnosti. Nimajo žive povezave z Bogom. Njihova oblika pobožnosti je brez moči. Ideja, da molitev ni bistvenega pomena, je ena od Satanovih najuspešnejših načinov za uničenje duš. Molitev je občestvo z Bogom, vrelcem modrosti, virom moči in miru in sreče. Torej, družinsko bogoslužje. Torej, ker prvič želite vzpostaviti red in božanskost v vašem domu, morate začeti z družinskim bogoslužjem. Oče, kot duhovnik družine, mora disciplinirati sebe in poskrbeti, da je doma za domače bogoslužje. Ne premikajte te odgovornosti na mamo. Oče je duhovnik družine in to je njegova odgovornost, da je doma, da vodi družinsko bogoslužje. To pomeni, da moram jaz kot oče poskrbeti, da prijem dovolj zgodaj. To pomeni, da ne more delati pozno. To pomeni, da ne more hrepeneti, da sledi karieri. Vse povsod po celem svetu, ampak mora poskrbeti, da je doma za domače bogoslužje. To je problem, s katerim se soočamo. Bog bo pa porabil vse, če bi le častili njega, s tem, da se koncentriramo na to, da bi vzpostavili ograjo zjutraj in zvečer okoli družine. Tragedija doma, kjer ni molitve. Ne poznam ničesar, kar bi me tako razžalostilo, kakor je to dom brez molitve. V taki hiši se ne počutim varne niti eno noč. In če ne bi bilo upanja, da bi staršem pomagala spoznati njihovo nujno potrebo in njihovo žalostno stanje zanemarjenosti, ne bi ostala. Otroci kažejo posledice te zanemarjenosti, kajti Božjega strahu ni pred njihovimi očmi. Močne besede. Naj bodo gospodinstva molitve. Tako kot starodavni očaki bi morali tisti, ki trdijo, da ljubijo Boga, postaviti oltar Gospodu, kjerkoli postavijo svoj šotor. Očetje in matere bi morali pogosto povzdigniti svoje srca k Bogu, ponižni prošnji za sebe in svoje otroke. Naj oče kot družinski duhovnik položi na Božji oltar jutranjo in večerno daritev, medtem ko se žena in otroci združijo v molitvi in slavljenju. V takem gospodinstvu se bo Jezus rad zadrževal. Potrebno je, da vzpostavimo to bogoslužje jutranje in večerno. Naj še preverim, koliko časa imam, koliko diapozitivov. Samo še 2 citata, pa bomo imeli pauzo. Pred odhodom od doma na delo je treba sklicati vso družino. In oče ali v očetovi odsotnosti mati bi morale goreče prositi Boga, da naj jih obvaruje čez dan. Pridite v ponižnosti s srcem, polnim nežnosti in z občutkom za skušnjave in nevarnosti, ki so pred vami in vašimi otroci. Z vero jih privežite k oltarju ter izprosite zanje Gospodovo varstvo. Službujoči angeli bodo pazili otroke, ki so tako posvečeni Bogu. Ko imamo pri nas jutranje in večerno bogoslužje, ko posvetimo naše otroke Bogu, grejo angeli z njimi na pot. Jih angeli varujejo čez dan. Ko to ne naredimo, potem zapustimo naše otroke pod Satanovo milostjo. Satan organizira svoje vojsko in ali smo posamezniki pripravljeni na strašen spopad, ki je tik pred nami. Ali sebe in svoje gospodinstva pripravljamo, da bi razumeli položaj naših nasprotnikov in njihovih načinov vojskovanja? Ali naši otroci oblikujejo navade odločanja, da bi lahko bili trdni in nepopustljivi v vseh načelih in dolžnostih? Molim, da bi vsi razumeli znamenja časa in da bi tako pripravili sebe in svoje otroke, da bo Bog v času spopada za naše zatočišče in obramba. Ne samo družinsko bogoslužje, potrebno je tudi naše otroke pripraviti, da razumejo veliki boj, ki se dogaja okoli njih. Razumeti morajo, da demoni neprestano poskušajo napadati naš dom in priti v naš vsak trenutek dneva. In zato se moramo pripraviti za te načine vojskovanja, ki jih uporabljajo. Za mnogo izmed nas odraslih, še mi tega ne zastopimo, kako demoni napadajo. In zato ta potreba, seminar
ki ste ga poslušali. Upam, da ste poslušali ta seminar duhovnega boja, da vam je odprlo oči, kako demoni napadajo nas. In v tem predavanju sem vam pokazal, kako v bistvu napadajo naše otroke. Sedaj bomo imeli pauzo, ampak ko se vrnemo, bom 20, morda minut, bom govoril o tem, kakšne korake lahko sprejmemo kot moži in žene, kako demoni napadajo moža in ženo in kakšne so negativne misli, ki jih dajejo v našem glave. Mi, ki smo poročeni pari. Vprašanja bomo prepustili za zaključek, za zadnji del teh predavanj. Očitno ne. Is there any questions before we one moment about question. Excuse me for interrupting you. Right now, Mr. John show you QR code. If you have any questions, today we have too much people, and tomorrow Mr. David preach in 2 churches and have one more session here, so we don't have much time for QA. Sklonimo še glave za molitev in potem bomo imeli pauzo. Oče nebeški, hvala ti za dragocene otroke, ki si nam jih dal. Gospod, to so resnično dar od tebe in so dragoceni v naših očeh. Prosim te, Gospod, za te izmed nas, da če še ni prepozno, ker so otroci z nami, da ti prepričaš naše srca za prebojenje, ki se mora zgoditi v našem domu, da prepričaš srca, kako naj spremenimo naše življenje in da postavimo prioritete v naših življenjih, metode, ki jih naj uporabimo, da bi lahko naše otroke pripeljali k Jezusu. Pomagaj nam, Oče, odpusti nam, če smo pri tem spodleteli in nismo sledili temu nasvetu. Ampak, Gospod, prosim te, da bi nam pomagal, da nadoknadimo ta čas. In če je prepozno, te prosim, Gospod, da nas spodbudiš, da nam pomagaš, da se zavedamo, da je še vedno moč v molitvi in da lahko molimo za naše ljubljene in otroke in da lahko molimo, da bi ti storil vse, da bi jih pripeljal nazaj k Jezusu, nazaj v naš dom. Bodi z nami tudi v tem odmoru, ko se osvežimo, v Jezusovem imenu te prosimo. Amen.